Ajde, 3, 2, 1. Ok, jaz sem Lija, 42 let sem živela kot moški, čeprav sem nekako od zelo zgodnjega otroštva vedela, da bi se morala roditi kot deklica in živeti kot ženska in zdaj živim kot ženska. Ne? Polka si bila vesela, da si se ga znebila, pa si bila tudi vesela, ker si... Predvsem je zdaj zanimiv par kosilo, ker prej je pa to padalo na noč. Ja, valjda. Ja, vem, kako je to, Lija, vem. Jaz pa ne vem. Ful se spremeni na boljšo, v mojem kajsu. Estrogen je najboljša droga na tem svetu, če vprašate mene. Okay. A tebe zdaj ženske zanimajo ali moški? Mislim, če pač govorimo o orgazmu, se teh dveh orgazmov pač preprosto ne da primerjati. Ko se odločiš za ta proces tranzicije in velikrat ga spremljajo tudi kakšne samomorilske misli, čez katere si tudi ti sama šla. Ja, absolutno. Dej mi povej, kako se s tem soočiti. To niso bolni ljudje, Točno to. Ne, samo ljudje smo in tako kot vsi ostali se delimo samo na dvoje, na dobre in slabe. Tako, to ne S tem ostane. zaključujemo današnjo debato. Ajde. Tisti dnevi v mesecu. Jaz sem danes zjutraj delala cel research in gledala, kaj vse si že povedala, da te vprašamo še kaj novega, ampak bomo šli lepo po vrsti od začetka do konca. Ne? Tako da, se pravi, jaz bi mogoče... A lahko jaz sem, da eno stvar, preden začnemo, Lija, jaz moram nekaj svoji moji najljubši članici podcasta. Aha, intermezzo. A lahko samo prosti, preden se To je pa posvetimo stalnica. tebi, to je- Vesna pa Lara imata vedno neke. Interne. Ja, Jaz se upravičujem. v imenu Vesne, ker sploh ne veš še kaj bo. Jaz vem. Že veš, da bo neki bed. Joj, Za bed. Pa, a si Še lahko, imam za spiti. a si lahko vesela, če imam darilo zate? Ja, če vidim, če imaš ti... Okay. Izvoli, lej, kaj sem ti prinesla. O, jaz pa vem, kaj imaš. Odej ven izvleč. Majkice. Ja, Ruškano. Pa pogledaj, tak poseben kakšne logo imajo. ja, pa še nekaj je noter. Nek listek. Ja, ker veš, kaj jaz pa kaj, jaz sem bila zdaj zadnjič v Kamniku, a ne? Na enem teku, a ne? Ja, A gremo v Ljubljano. se smo v Ljubljani, ampak kam pa gremo, Larči? Gremo na Ljubljanski maraton. Ja, lej, Ljubica. Veš kaj, mi dve zadnjič, ko smo s Kajo laufali, ne? Smo vedeli, da si ti Pogrešali želiš smo te. biti zraven. Jaz res delujem tako športen človek za to, ali... Ne, tako je bilo. Mi smo se menili, kera od nas bi šla na Ljubljanski maraton in ko si zadnjič špricala, sem pa se špricala? pač odločila, da bom tebe poslala, lej, dobila si... Mogla sem iti dobila grozdje obirati. Dobila si pajkice, plačala sem ti nehvaležnica štrtnino, da greš lahko na maraton, tako da reci hvala. Pa lelosi, ki smo ambasadorke, so te opremili. Ja, da, mi smo sprobale, testirale super. Pa jaz Koliko bi ti... sta vidve tekle? 7,5. Ja. Koliko moram jaz? Ja, lej, tu pa je zgodba tle. Jaz sem te hotela prijaviti, ker skozi ti govorim, da si otrok v tem podcastu, sem te hotela prijaviti na Lumpitek. Ja. To je manj, ne? Ja, to je 200 metrov ali nekaj takega, ampak ker skozi ustrajaš, da ti nisi več otrok, sem rekla, pa sem te pa na 10 prijavila. Ja, če nočeš biti otrok, pa laufej, modelka. Se boš videla, da boš zmogla. Jaz sem mislila, da ne bom, pa je polkar šlo. Pa le tebe, Kaja, pač ti si Pa športen nisem, človek. razumeš? Jaz če zgledam tako, še ne pomeni, da se kaj premikam. Jo. Pravim, čez en teden je maraton, tako da si ready. Ne? Čez en Mene teden zelo maraton. Ne, sej sem te prijavila, ampak sem se tudi sebe, da grem s tabo. Da bova skupaj, ja. Ok, no to je pa zdaj boljš. Ker sama pa res ne bi šla. Da spadam sam jaz neka materna v teku. Ne, boš šla opet. Tako da, V hvala. glavnem. Ja, so pa lepe pajkice, ne? Jo. Dejansko. A imaš Tako da tudi je, tiste? ja, ker je takaška kolekcija, tako da jo lahko nabavite. Danes sicer imamo nekaj drugega oblečeno, novo kolekcijo, ampak tudi takaško lahko še kupite. Tako da, zdaj pa, Lija. Jaz bi šla mogoče, če smo že začeli s športom, da odpremo kar to tematiko. A, se res? Transspolne osebe v športu. Kakšno je tvoje mnenje o tem, oziroma zdaj smo bili priča, oziroma to sem tudi videla, da si ti na Instagramu nekaj pisala na to tematiko za olimpijske igre, ki se je govorili svašta, ne? Ampak pustimo to afero, oziroma karkoli so že pisali, smo ugotovili razčistile stvari. Kaj pa dejansko udeleževanje, ne vem, transspolnih oseb v športu? Mogoče smo začeli z najtežjim vprašanjem. Ja, mogoče, pa to odresmo Se dotika najprej. transspolnosti. Je pa dejstvo, lahko povem pač sama svoje izkušnje, da ko si nekaj časa na hormonski terapiji, ne, ko v bistvu živiš življenje, ki je identično življenje spolu, v katerega v bistvu prehajaš,
Se seveda temu primerno tudi fizično telo začne spreminjati. Ne. Fizična moč, konkretno za sebe lahko rečem, da mi je fizična moč upadla sigurno za 2/3. Vzdržljivost mi je upadla enormno. Jaz sem prej veliko športala, ne, sem drugim delala tudi Ironman triatlon, pa malo vem, malo poznam svoje telo, malo vem, kako moje telo funkcionira. Vem, kakšni so bili moji tempi prej na teku, recimo, kako sem lahko, v bistvu, koliko časa sem lahko tekla, na kakšen način, in to je zdaj v bistvu čisto drugačne. Pa si zdaj tudi probala še iti čez kakšen tak triatlon? Ne, Ironman je bila tako en poskus v mojem življenju najti sebe, ne vedoč, kaj sploh iščem. In to mi je bil en tak izziv, sem mislila, če pa to naredim, ne, pol pa v bistvu lahko vse naredim, pa vse po svoje je res, ne, ampak vse veš, ne, potem, ko iščeš neke cilje v življenju in ko misliš, da te bo neka stvar izpopolnila ali pa izpolnila, pa potem prideš tja in rečeš, kaj zdaj pa to, ne, to se običajno dogaja in z diplomami in z raznimi, kaj je s tem presečnimi stvarmi, ki si jih damo v življenje kot en cilj. Na koncu ugotoviš, da je v tebi vse, kar rabiš. Na koncu ugotoviš, da so pač stvari v tebi tiste, ne, kjer lahko iščeš neko ravnovesje, pa harmonijo, pa izpolnitev, težko to najdeš z nekimi cilji zunaj. Je bila pa super izkušnja in fajn, mislim, to še vedno velja za najtežjo enodnevno preizkušnjo športno na svetu. Ja, valjda. Ampak če se vrnem nazaj na tvoje vprašanje, ne znam enostavno odgovoriti, ker ni enostavnega odgovora. Ampak, Lija, prosti, jaz te moram vprašati direkt, pa če sem zelo direkten človek. Če bi šla zdaj ti laufat, evo, na maraton, a bi se prijavila v žensko kategorijo ali v moško? Jaz vem, da si ti zdaj ženska, ne, zaradi operacije in vsega, ampak a se ti zdi, to, kar je bilo za to Imanja, ne, ali Iman, ta alžirska boksarka, ne, ampak ona je bila rojena, zdaj je dokazano, ima preveč moških hormonov, ampak ona je bila rojena kot ženska, identificirana kot ženska in je ženska, pač je bolj, dajmo reči po domače, možača, a ne, ampak ženska je. In se ji dela mogoče krivica, zato ker pač že tako so se celo življenje norca delati iz nje, ne, ni edina, ampak a se tebi zdi čisto fair, da se prijaviš? Vem, si rekla, se je spremenilo tvoje telo s tem, da se kot nekdaj moški prijaviš v žensko, ali se ti ne bi, evo, čistko, direkt ti, a bi se prijavila zdaj na maraton v žensko kategorijo ali v moško, ali nikamor ne paše? Jaz sem se za sebe odločila zato, ker je pač to tako pereča tema in se okrog tega lomijo tako velika kopja, da se sploh ne bi prijavila. No, okej. In bi šla teč za sebe. Ne? Mene je res bolelo srce, ko sem gledala to, kaj se dogaja okrog olimpijskih iger in vsega tega pompa, ker ne vem, koliko ljudi se zaveda, kako močno lahko to poseže v življenje posameznika. Ker ko enkrat, mislim, mi smo družbena bitja, ne, in sami težko preživimo, in ko te enkrat družba vzame v mesto, v svetu zgolj zato, ker pač ne ustrezaš nekmu normativu ali pa nisi po nekmu PS-u, nekmu predpisu, je to lahko izredno boleče. Ne. In ti to dobro veš, verjetno. Eksistencialno krizo, iz katere se marsikdo ne uspe živ potegniti ven. To sem brala tudi v enem intervjuju, ko si ga delala za en slovenski medij, da ko se odločiš za ta proces tranzicije, da to je premišljen proces, dolgotrajen proces in velikrat ga spremljajo tudi kakšne samomorilske misli, čez katere si tudi ti sama šla. Ja, absolutno. Daj mi povej, kako se s tem soočiti, oziroma mogoče kdorkoli, če to gleda, kaj si ti takrat naredila, kako si ti našla tisto bilko. Jaz vem, jaz sem si prav zapisala, da si rekla takrat v tem intervjuju, da si prišla do spoznanja, da s tem, ko ubiješ sebe, ubiješ le svoje telo, ne moreš pa ubiti tistega, kar je v zavesti živo. Ampak kako prideš do tega, da to spoznaš? To se ni zgodilo čez noč, ne. Jaz sem v bistvu... Pri meni je zanimivo to, ne. Jaz sem zelo zgodaj vedela, da nekaj ni v redu. Ampak... Kaj to pomeni zelo zgodaj? Pri 6 letih že. Ja. Ampak to so bili drugi časi, ne. Zdaj smo vsi neki pokonekteni, ta medmrežja in dostop do informacij. Si ne znaš niti predstavljati, verjetno, kaj se ti v glavi dogaja. Koliko si zdaj stara, če te lahko vprašam, da se žensk tega ne sprašuje? 45. 45, to pomeni 3 leta si zdaj v bistvu uradno. Mislim, še malo manj, no. Mislim, za vse, ki ne vete, Lija je bila rojena kot Janez
Tako. Ja. Ko najbolj moško slovensko ime. Živela si. Gasilca, ne? Pa živela si jaz kje? sem bila mogoče najbolj stereotipen slovenski moški. Exactly. Pa živela si Evo. kje? Živela sem na Gorenskem. No, Bližje ja, pri okay, še Tržiču. bolj direkt. Tržiču, exactly, a ne? In Ja. bolj kaj se zgodi, ko si Janez in živiš v Tržiču ali pa pri Tržiču. To je Zadeva je pač taka. Ne? Jaz sem pri 6 letih vedela, da nekaj ne štima. Nisem vedela, vedela sem, da ne štima to, da sem rojena kot deček, bi se pa morala, bi si pa želela kot vse na svetu to, da bi pač lahko živela kot deklica. Ne? Tako da, če A to bi, kaj pomeni, da si se že hotela igrati s igračami? ja, za mislim, punčke, jaz ali? sem, ne, pri meni niso bile toliko punčke, pri meni so bile bolj mogoče mamine obleke, pa visoke Aha, okej. pete, pa občudovanje v bistvu deklic in punc, kako lahko živijo neko življenje, ki pač ga jaz ne morem. Okay. In v tistem svojem si pa prav nisem na nek način najbolj znašla. In zdaj to je pač treba vedeti, ne? To so bila 80. leta. Ni bilo interneta, ni bilo Facebooka, ni bilo Ja. socialnih omrežij, ni bilo Googla, ni bilo Pa še v ChatGPT-ja. Pa še v Tržiču. Se imamo radi Tržič, to pač Imamo. moram povedati, da je zelo stereotipen. No, Pa še mogoče. na šuro še stržiča, Ja. ne, na strici za zadja, ne, da. Ja, Bila v Tržiču. v glavnem. Mislim, v glavnem, predvsej se bomo danes stereotipi ukvarjali, vidimo, in je kul, je v redu, da jih malo razbijemo. No in jaz pač nisem imela sogovornika, ne? Zdaj pač v nekem zelo tradicionalnem vaškem okolju reči, mami, poslušaj, jaz pa mislim, da bi morala biti punčka, to najbrž ne bo šlo. Ne? In zdaj, kaj lahko naredi otrok pri 6 letih? Ja, enega od obrambnih mehanizmov vklopiš. Pri meni je bilo pač to potlačenje, zanikanje s potlačenjem. In jaz sem nekje do enega 9. leta to uspela tako globoko potlačati nekam, še sama ne vem kam, da od recimo nekje 9. leta pa do 42. jaz nimam enega samega spomina na to. Tudi sicer imam zelo velike težave s spominom na momente iz otroštva, tako zelo samo posamezne neke fragmente se lahko spomnim. In zdaj mi je jasno, zakaj v bistvu, ne? Ker pač ta nek notranji konflikt je bil tako močan, da jaz, če sem želela preživeti. Ne, jaz sem študirala polo mesto psihoterapijo, ker sem za sebe iskala odgovore. Ne, in te traumatične stvari smo, preprosto naša zavest mora nekam potlačati, ker drugače ne bi preprosto ne preživiš, ne, ker živčni ustroj ne zdrži tega in se ti v bistvu zmeša in samega sebe pokončaš. Tako da jaz sem potem živela od 9. do 42. leta po PS-u, kot se reče. Ne. Prevzela sem čisto vse, mislim, zelo sem šla v stereotipe, zelo sem poslušala to klasično slovensko zgodbo, kaj se dela, kako se dela prav, na kakšen način. Pa bila si zelo spoštovan, Sokrajan, če spravim, kaj vodi gasilcev. Ja, mislim, jaz sem bila tako, ne, jaz sem veliko truda vložila v to, da bi nekako naredila to nalogo, to odigrala to vlogo čim boljš, kot se jo pač da. Ne. In stvari se pač v življenju da tudi naučiti. Pa bolj, ko se s tem ukvarjaš, mogoče manj imaš pol časa za ukvarjati v glavi. Mislim, veš, očitno sem nekako nezavedno poskušala to stvar pozdraviti. Ne. Za tiste, ki mislijo, da je to faza, sem jaz živ dokaz, da to ni faza. Ne. Da je faza lahko, da to potlačiš, pa zanikaš. In jaz sem poskušala to pozdraviti, pa popraviti ali nekaj pa s tem narediti, da bi zginali na tak način, da sem šla v ekstremu kontra. In zato vsi ti ekstremni športi, pa ne vem, gasilci, pa civilna zaščita, pa ne vem, same take zelo stereotipno Pa so te stvari moške dejansko veselile, ali si pač sam hodila razbiti? Mislim, meni je bilo fino, jaz zelo rada pač pomagam, veliko delam nekega prostovoljnega dela in angažmaja, tako da jaz sem v pač teh vodah zaščite in reševanja izjemno uživala. Pa še vedno sem malo v stiku s tem, moram priznati. Je bilo pa veliko stvari, seveda tudi pač nekako pol, ko sedeš na vlak, se pač določene stvari kar zraven zgodijo. Ne? Tako da zdaj absolutno sem si postavila druge prioritete v življenju, jasno, da mi je pa tisti na nek način očitno pomagal, da sem lahko iz dneva v dan pač normalno, kolikor toliko normalno živela, čeprav je bil to notranji pritisk vedno večji in tam se spomnim pa enih
27 letih je to začelo postajati neznosno. To je bil pa tudi čas, ko sem jaz malo začela iskati odgovore v raznih stvarih. Mislim, ne vem, po mojem sem probala čisto vse, kar obstaja, od alternative do tistega, kar je nekako znanstveno potrjeno. In ta proces, kaj je bilo to, skoraj dobrih 10 let, je očitno tako postopoma narinil na površje spet te občutke in 2020 decembra je bil pa boom, ki je pa vse prevrel na dan in jaz takrat, mislim, ponavadi te življenje ulovi nepripravljenega, ne? Ja, zmer. Ja, tudi mene je takrat. Tako da takrat se je meni najprej bil en tak zelo močan čustven preboj. Jokala sem eni 40 minut, ne da bi vedela zakaj, in pol sem naslednje dni počas so se mi začeli vračati spomini iz otroštva, počas so se mi začeli sestavljati skupaj posamezni delčki, ko sem ugotovila v bistvu, kaj sem jaz v bistvu počela zadnjih 42 let. In mi je bilo potem, a veš, tako kupec nekih signalov sem videla v svojem življenju, ki jih prej nisem opazila niti jaz, niti nihče drug, ne? Ker jaz sem si pač tekom življenja ustvarila vse, kar se spodobi za slovenskega moškega. Ne? Tudi družina, ne? Tudi družina, otroke, ne, štalca, kravca. Mislim, by the book, jaz... To je bilo meni tako lepo, ker sem videla, da še vedno v bistvu s tvojo takratno ženo in sedajšnjo ženo ostajata par skupaj in družina ostaja ta trdna celica. Ja. Kako vas oni to sprejeli? Ja, zelo je bilo zanimivo, predvsem pri otrocih. Dobar, itak Sara, Sara je bila prva, ki je izvedela od mene. To je kaj? Štirka? Ne, žena. Žena, aha, oprosti. Prvo, kaj je izvedel, v bistvu je bil moj psihoterapeut, ker sem šla najprej preveriti, če ni mogoče vzrok tega mojega spoznanja kje druge. Pač jaz nikoli ne prepuščam stvari na ključju, rada sem sistematična in metodološka in sem šla najprej seveda eliminirati vse možne stvari, ki so mi prišle na pamet. By the book. No in potem, ko sem šla z tiste psihoterapije domov, sem trenirala 1 uro, kako bom to jaz to povedala, pa sem rabila pa 40 minut, da sem sploh prvo besedo izustila. Ampak Saro so bile takrat skupaj že koliko časa, več kot 20 let in po 20 letih se pač poznaš, ne? Logično. In je že vmes sumla, ker pač ta čas med unim dogodkom, ko je meni jasen ratelj in to psihoterapijo, je bil skoraj več kot 1 teden, ker so bili božično-novoletni prazniki in nikjer ni bilo nikogar. Pa še, mislim, da smo bili še zaradi COVID-a zaprti, ne, če smo bili zaklenjeni. Tako da je bil tak kar dost eno tako traumatično dolgo obdobje čakanja tudi za njo. In ko sem ji povedala, najprej so se zjokali obe dve, pol so šli na deci vina na teraso in je rekla, kako fajn, zdaj, ne, imela sem moža, zdaj imam pa prijateljco in ženo. Mislim, jaz sem vedela, da to ne bo šlo tako enostavno, ne, ker pač stvari pridejo za tabo. Ja, pa ta proces dolg, verjetno s sabo prenese še kakšne stvari. Absolutno, ne. Mislim, tudi težko si je predstavljati takrat v tistem trenutku, kako bo to izgledalo pač zdaj, ne, 3 leta kasneje. Tudi sama si nisem predstavljala, da mi bo šlo tako gladko na nek način. Mislim, gladko. Ob vseh težavah, ja, lahko rečem, da... Mislim, ja, če pogledaš tvojo zgodbo, lahko najdeš milijon še stvari, ki bi lahko šle slabše ali pa narobe. Absolutno, ja. Pa niso, ne. Tako da ja, Sara je rabila, ne vem, 1,5 leta sigurno, da je šla tudi sama skozi ta proces in... Ne, mi dve sva, jaz ničesar tudi takrat v tem delu nisem prepuščala na ključu, jaz sem zelo dobro stvari pač splanirala. Mi smo imeli pripravljenega psihologa za otroke, pa pač jaz sem imela kar nekaj kolegov, psihoterapeutov. So stari bili otroci v prosti? Otroci so bili stari takrat 12 pa 14. Ja, 12 in 14. Ja, vem, ampak to je pa glih občutljivo. Tako da pri otrocih... Ja, mislim, to so najbolj občutljiva leta, ne? In meni res ni bilo v interesu, da imajo moji otroci zaradi tega, ker se pač meni v življenju dogaja kakršnekoli posledice negativne v življenju. In so se res dobro pripravljali, tudi precej časa je trajalo, preden so jima povedali, čeprav je bilo za mene to težko, ker ko enkrat veš, kaj je tvoja resnica, težko živiš pač neko sfejkano življenje. In moj dom med 4 stenami je bil v bistvu edini tak safe space, kjer sem jaz lahko stvari pač začela živeti tako, kot sem čutila, da bi jih mogla že od rojstva.
Tako da Hvala Bogu, da je bilo tako. ja, mislim, treba je bilo uskladiti vse skupaj. Zelo nezdravo je, če ob takih velikih prelomnicah v življenju stvari narediš prehitro na horuk, ker že to je samo po sebi atomska bomba, ne? Če pa zadeve še pospešiš, se pa lahko včasih stvari uidejo iz nadzora in so lahko posledice še veliko slabše. Tako da otroka, mi da so kalkulirali ful dolg časa, Sara je nekako si želela, da bi to naredile med počitnicami, ampak meni jaz enostavno nisem več uspela zdržati in pa sva zbrale datum prvomajskih počitnic 2021 in mene sta otroka čisto šokirala, tako smo se posedali, pa so pač razložili, da se moramo nekaj pomembnega pogovoriti in pač jaz sem podelila tisto, kar se mi je iz srca ven zlil na najboljš možen način, tako da pač 12 oziroma 13, 12 pa 14 letnik to lahko razumeta. In ta male dva sta me res šokirala. Ne? Padla sta v solze in A sta dva sina? Dva sina, ja. Padla sta v solze in jaz sem čakala, kaj v bistvu, da se pač ta čustveno pol malo sprosti in sem pol vprašala, zakaj jokata. Pa sta rekla, pa sploh ne zaradi tega, kar sva zvedla, ampak zato, ker se ful bojiva, ker smo imeli toliko lepih spominov v življenju. Kaj se bo zdaj spremenilo? Kaj se bo zdaj zgodilo, kaj se bo zdaj spremenilo, kako bo zdaj drugačen. In smo se lepo pogovorili, da itak bomo ustvarjali nove, da kako ima je pa vse skupaj to, pa prav Žan, jaz sploh ne vidim nobenega problema, se sta naj cel življenje učili, da pač morava znati sprejemati drugačnost in zakaj zdaj ne bi v bistvu sprejela tebe, če si pač drugačna. In to je bilo to. Na tej točki smo končali. Jaz sem povedala, kakšno je moje izbrano ime, in od tistega trenutka naprej se niti eden od njiju ni zmotil ne v zaimku, ne v imenu, pa sta praktično gledala podobo, ki je bila enaka kot pa dan prej, v bistvu svojega očeta. In meni je to, jaz enostavno sem se sesedla takrat na kavč in sem rabila sama nekaj časa, da sem v bistvu stvari zložila skupaj, kaj čistočno se je ravno kar zgodilo. Je padel tudi en kamen od srca? Meni se je odvalil ogromen kamen od srca, ker najtežja in najbolj grozljiva stvar pri tem, kar v bistvu moraš dati skozi, ko pač vidiš, da drugače ne gre v življenju, je premagati v bistvu ta strah in negotovost, kaj ti v življenju lahko še ostane, ker ne veš, kaj ti v življenju lahko ostane. Ker ne veš, kako bodo ljudje odreagirali, nimaš pa pravice nikogar pač držati ujetega v nekem življenju, ki mu ne ustreza. In jaz, ko sem se zavedala, skozi kaj bom morala iti, sem zavestno z vso odgovornostjo sprejela tudi pač ta riziko, da lahko v življenju izgubim vse, kar niti ni tako redko. V bistvu se zgodi veliko pogosteje, kot pa tako, da se stvari razpletejo, kot so se razpletle pri meni. Pa se bojiš, da je to vseeno na njima pustilo neke posledice? Pa ne mogoče zaradi vajne vzgoje, ki je bila taka, ampak zaradi te naše jebene družbe, ki je zna biti tako razumljiva in odprta za ene stvari in tako žleht, bom rekla, čisto iskreno. A veš, da je vseeno, to ni bil, ne vem, 25-letnik, ni bil moja, pa že jaz ne vem, če bi meni zdaj to moj oče rekel, kako bi sprejela dejansko, pač ne znam, ne vem, ker nisem v tej situaciji. Ampak vseeno, da bi 12-letni otrok, ki bi sicer videl, da ima vso ljubezen, vse podporo, da pač nekaj od zunaj bi ga bombali, da bi to pustilo, mislim, a si se bala ali pa se še vedno bojiš, da bo to pustilo enkrat na njima neke posledice, pravim, ne zaradi vajne vzgoje, ampak zaradi okolice. Zato zamenjalo okolje tudi? Ja, seveda, mi smo morali zamenjati okolje, zato ker pač smo vedeli, da tam, kjer smo bili, pač ne bo šlo. Pa lažje je mogoče fresh start. Ja, tudi moji starši tega niso zmogli sprejeti in še vedno ne zmorejo, tako da jaz sem se v bistvu morala od svojih staršev posloviti, tako kot bi jih izgubila. Takrat pred 3 leti, ko sta zvedela za to. In mi smo pač si mogli na nekako življenje postaviti na novo, ravno zato, ker nam je bila vedno pač prva skrb. Kaj pa Sarini starši, oprosti? Sara pa nima staršev, ker jih je izgubila že kot otrok in ta del smo v bistvu, ta del nam je bil recimo prihranjen, čeprav se mogoče sliši malo tako nenavadno. Ja, mislim.
drugače Ja, ne ne moreš vem. povedati. Ja. Če odgovorim na tvoje vprašanje, a veš, nemogoče je predvideti, kaj vse vpliva od ozunaj, pa nimaš nad tem nadzora. Se sem tako, a te je kdaj stisnilo, veš, mene stiska za mojega otroka, kaj bo Mislim, doživel v absolutno. življenju, ampak a imaš ti še vedno Absolutno. to? Še danes mi ni vseeno, ker vem, da pač bosta zaradi tega dejstva morala iti skozi mogoče določene stvari v življenju, skozi katere drugim otrokom, ki nimajo te situacije, ne bo treba. Ampak imajo pa drugi otroci lahko pa kakšne druge situacije. Ja. Se praktično, Točno to. jaz nisem edina, ki predstavljam neko marginalno skupino, ki je nekako potiskana na rob, pa se okrog nje govori in dogaja razno grdo in takšno, ki lahko vpliva v bistvu na otroka. Ne. Ok, še preden pa nadaljujemo z debato, bi vam pa rada predstavila svojega favorita med izdelki od Vitamin Klinika in to je Lacti-Quina. Vse vemo, da če se hočemo počutiti ženstveno, suvereno, se moramo tudi tle dol pač tako počutiti in tudi zelo dobro vemo, da se naš življenjski slog in vsak stres pozna točno tukaj, ker se ne bi smela. Ne? In jaz moram povedati, da sem sprobala vse, kar je bilo na tržišču, ker sem imela po porodu milijon enih težav, dokler nisem odkrila njih. Zakaj to govorim? V eni kapsuli je 50 milijard koristnih sebov, za razliko od drugih, ki jih je od 5 do 20, čeprav vsi valjda za svoje trdijo so najboljši. Tako da jaz bi vam ful predlagala, da probate, splača se, nimate kaj izgubiti in vse tiste, ki imate kakršnekoli težave, dobro veste, o čem govorim. Pa še tole je že znižena trenutno, ampak z našo kodo imate še 10% off. Preko sem rekla, ne, tam na tisti točki smo zaključili. Na tisti točki smo zaključili debato o tem, kdo jaz sem in kako čutim, da bi morala živeti. Absolutno pa nismo zaključili tega procesa podpore otrokom, ker pač se to podporo rabijo otroci ves čas. Ne. Vsako obdobje v otrokovem življenju nekaj novega prinese. Ne. Ona zgodna puberteta se ukvarja z enimi stvarmi, potem pride. Ne, res včasih to, kar pravijo, majhni otroci, majhni problemi, veliki otroci, veliki problemi, se bi s tem kar strinjala. Čeprav, ne vem, mi dve si moram potrkati, nimava nekih teh klasičnih najstniških težav doma v hiši, sta fanta res super. Kako so pa tle v novem okolju vas sprejeli, pa ne vem, njihovi sošolci? Fino, pa res neverjetno fino. sosedi? Kje pa ste zdaj? Zdaj smo na obrobju Ljubljane, proti okej. Brizovci. Jaz vem. Ki veš, ne? Moja dva najemodajalca sta soseda. Res, A bi ne, pa špela? noro. Bom Pa Barbi je tudi blizu očitno. Ja, Pa jaz sem iz Dragomerja, tako da pa vsi smo vse smo nekako tam. Jaz sem pa iz Novega mesta, pa nisem blizu, pa kaj bolj. Jaz tudi ne. No, pa sej. Nima veze. Ja, Dobro je ena more- sprejela okolica. Okolica je super sprejela, ja. Ne, ful je bilo fajn. Mi smo prišli, jaz pač ne rada stvari skrivam, ker v Sloveniji jih niti ni možno skrivati. Ne živimo ravno v Združenih državah, ko se preseliš, ne vem, z Los Angelesa v New York, pa si lahko življenje na novo postaviš. Niti si nisem nikoli želela, da bi karkoli skrivala, ker prav zares se nimam v življenju česa sramovati. Jaz sem vedno delala po svojih najboljših močeh stvari na takšen način, da sem skušala vedno pustiti tudi nek pozitiven impact na družbo, na okolico, na skupnost, v kateri sem bivala. In se res nimam česa sramovati. No. In to je bila tudi prva stvar, ko smo prišli pač v to novo okolje, smo sosedom povedali. Tako so me pogooglali, pa po Facebooku, ali pa ne vem kaj še vse. Se že, Tako da- kdorkoli se prosili, greš gledati, Ne. če kaj veš o njem. ne. Normalno, se tudi meni ne bilo vse glih, kakšnega soseda dobim, ne, pa pač se to malo preveriš in super so nas sprejeli in jaz sem vesela, da imamo res tako sosesko, ki tudi gleda malo, kako funkcioniramo, malo drug na drugega pogledamo, si pomagamo. Veš, kaj mene še zanima? Okay, najprej pač greš čez ta socialni vidik, poveš, začneš govoriti ljudem. Potem se moraš pa lotiti dejanske tranzicije. Bom sem tako na hitro postavila par vprašanj. Se pravi, koliko časa približno traja, glede na to, da pri nas se ponavadi v zdravstvu ful vlečejo stvari? Kakšen finančni zalogaj je to mogoče? Pa kakšne operacije oziroma kakšne posege v telo moraš dati čez, oziroma kaj si ti dala? Ona ful lepo to vprašala, pa ji odgovarjam, ampak jaz te moram direkt vprašati. A ti dejansko zdaj nimaš svojega bivšega prijatelja več? Ne, tudi nikoli ga nisem hotela imeti, tako da sem ful vesela, da ga nima več. Okay. Se pravi, ti ni bilo nič čudno, ker si se dol... Ne, zato, ker edina Salome je taka, ki smo vedeli, pač ne, zato sprašujem. Ne, ti si se šla operirati, okej. A pa ti je bilo vseeno 42 let. Pogledaš dol,
se pravi, ti si rekel, nisi ga hotela imeti, da je čist nekaj drugega, a ti je bilo čudno na začetku? Ne, ful mi je bilo dobro, jaz sem komaj čakala, da bom lahko pogledala, kako stvar zgleda in moram priznati, ne, pač medicina je toliko napredovala, da dejansko to, kar uspe narediti kirurgom je, in estetsko in funkcionalno zelo blizu tistemu, kar bi... Jaz, fun fact, sem gledala enkrat na faksu, ker se mi ni dalo učiti, kako to potekajo operacije in sem prav gledala, prav animacija je narejena. To zgleda pač identično. Mislim. Ja, mislim, A to v tujini si to pravila? Dejansko zgleda identično. Ja, pri nas pač žal naše zdravstvo teh operacij ne dela, tako da je treba pač iti v tujino. Ampak ja, ful so dobri, res. In za vse tiste, ki mislijo, da se pač nekaj odreže stran in pol pač nekaj Zašije, ja, tako, nekaj ne. ne, pač ni zadeva taka, ne. Neki gre not, neki V bistvu, okol, ne vem, ful tako. Tkiva v pač tem predelu telesa so zelo podobna pri ženskem in moškem spolnem organu, tako da govorimo zdaj pač o zunanjem delu. Se tkiva v bistvu uporabljajo za to, da se naredi rekonstrukcija, ki dejansko zaradi zelo podobnih tkiv na pogled in otip lahko naredijo praktično zelo podobnost. Ne? Polka si bila vesela, da si se ga znebila, pa si bila tudi vesela, ker si, recimo jaz, ki imam majhne joške, če bi se šla operirati, bi bilo verjetno ne? A ti si tudi kaj zdaj pogledala, pa je bilo nekaj imam, prej ni bilo nič. Valjda, Jaz pač drugače, vem, ne. kakšen je to občutek, ker ni skoraj nič, a veš. Predvsem je zdaj zanimiv pri kosilu, ker prej je pa to padalo na O ja, valjda. Ja, ja. Ja, vem, kako je to, ja, vem. Jaz pa ne vem. Veš, se vedno reče, bar bi umazana, imaš majico, vedno imaš nekaj umazan. Spet si. Ona nima toliko tega Ja, prostora. jaz nimam prostora, meni pade Ja, lepo dol. štekam. Ok, se pravi, to je ena operacija, pol hormoni verjetno, ne? Ja, zdaj zelo se to razlikuje od človeka do človeka. Tudi disclaimer, vse, o čemer jaz govorim, je pač moja osebna Ja, izkušnja, ne. Zelo ne fair bi bilo, če bi pač zdaj spet naredili neko posploševanje, pa rekli, Lija je tako rekla, to tako je. Ne. Vsak se zase odloči, Najbrž kaj, ni, kako, ne. okej. Tudi jaz nisem nek faktor, ki bi bil odločilen na tem svetu, daleč od tega. Z veseljem pa pač podelim svojo izkušnjo, ker se mi zdi prav, ker s tem, ko o teh stvarih govorimo, se širijo obzorja in mogoče se ta strah pred neznanim pač malo zmanjšuje in nam je vsem lažje pa lažje. Mislim, meni je tako, glede na to, koliko sistematsko se poveš, premišljeno, kaj vse si dala čez in kaj vse si razmislila. Jaz, če bi se pač lotevala take zadeve, bi verjetno poslušala tebe in kaj ti poveš, ker se mi zdi, da tako razmišljeno vse. Ja, pa najprej to, pa pomisliti na ta aspekt, pa aha, pa tako. Tako da, ne vem. Jaz se že cel življenje nekako ukvarjam z handlanjem kriz, ne, z kriznim upravljanjem in načrtovanjem, tako da to mi je prav prišlo zdaj pač pri tem tudi. Ne. Ja. Mislim, zelo se razlikujejo stvari. Medicinska tranzicija je kar dolgotrajen proces, predvsem v Sloveniji je zelo nepredvidljiv, ker se ne dajo stvari predvideti, ker niso v veliki meri niso pač odvisne od tebe, ampak so odvisne pač od tega, kako greš čez razna preverjanja in Psihološko ko se najbrž, temu no, reče gatekeeping in koliko hitro ti v bistvu in na kakšen način ti uspe. Zbrav na nek to način proceduro. čakajo, malo če se še kaj premisla. Ja, včasih te skušajo tudi prepričati o to, da bi si človek premislil, pa si težko premisliš, ne, nekaj, kar dejansko Veš, že čez 2 leta. Dajte si probati si zamisliti, da zanikaš svojo naravo, ne, in da bi probali zdaj živeti svoje nasprotje tega, kar zdaj Ampak živite, mogoče ne. To pa pač ne koliko, gre, ampak ne. mogoče si pa kdo premislil, ker ni čistko šorkati, ja, ne? Maybe, ne vem, za to probajo. Ne vem, težko rečem in težko sodim od vseh tistih, ki jih jaz poznam, ki so šle ali šli skozi ta proces ali ki so pač ujeti tam nekje vmes. Ne poznam nobenega, ki bi to bil. Pa jih je? To sem lepa vprašati, ja. A v Sloveniji? Ja. Tako od oka, ajde. Zelo malo, glede na toliko, koliko bi jih moralo biti, ne, ker mislim, zadeve so statistične, pač zelo enostavno za preračunati. Populacija transspolnih oseb v svetu je med 0,3 pa 1%, da visi, kje se pogovarjamo. In približno toliko mislim, da je tudi rdečelasih ljudi in to je nekaj, kar je pač prirojeno, s tem se pač rodiš. Koliko je to številka v Sloveniji, V vprosti? Sloveniji procent od 2 milijona 20 tisoč bi, recimo, tukaj nekje bi se morali pogovarjati, pogovarjamo se pa v nekaj 100.
Ampak je nekaj 100. Nekaj Takih, 100. ki je šlo čez 100 ali takih, ki se še... Nekaj 100, ki je šlo čez to, ali pa so v procesu, da bodo šli čez A pa se jih 100. večina skriva, kaj jih ti poznaš. Ja, tisti, ki grejo v proces, se ne skrivajo več. Ne. Okej. Skrivajo se vsi tisti, ki pač si še ne upajo, se ne počutijo mogoče za dost varni ali pa nimajo ti podpore v svojem okolju, da bi to lahko naredili. Ne. Ker to je res, to je ful težko. Mislim, to je reči, da je to narediš zato, ker je pač modno in ker nimaš drugega časa in dela v življenju, je tako res nesmiselno, ne. Ker dejansko greš skozi nepredvidljiv postopek, v katerem ne veš, kakšen bo končni rezultat v smislu pač tvojega družbenega obdobja. Vse ostalo se da nekako splanirati, načrtovati. Vsak zase najbolj ve, skozi katere vse procese bo šel, ampak enostavno ne moreš predvideti, ali bo sploh lahko preživel, ali ne boš, ali boš služba pol, ali ne, kako mislim, a ti kaj ostane, ti ne ostane. A veliko teh ljudi tudi v družini razdre vezi oziroma grejo stran od svoje družine, se ne da rešiti, ali je več primerov takih kot ti? Običajno je kontra, ne? Običajno pač se Mislim, jaz partnerji gledam, umaknejo, zato ker pač vse je razumljivo, ne? Saj ne moreš od nekoga točno to, jaz gledam Res srečo. iz tvojega vidika, veš, se pravi, tvoja žena se je poročila z moškim in zdaj živi žensko. Se pravi, tudi če ti pomisliš na njeno, ne vem, spolno usmerjenost, se pol tudi njej to spremeni, a ne? Ja, ali pa Kako si je lahko pač odkrila handlaš? nekaj, kar tudi sama pri sebi se mogoče prej ni uspela Mislim, meni je to priznati. ful lepo. Ja, To. a še jaz nekaj vprašam. Ko si rekla, da si se hotela znebiti pač tega tukaj. Kako pa si bila, recimo, pred tem, da si spoznala, da si ti hoče spremeniti v žensko? Kakšen je bil tvoj odnos s tem? Jaz sem bila to globoko v zanikanju, da pač sem se naučila tudi to, kaj to je in čemu služi. Ja, Pač sem ja, se to naučila to uporabljati. Ja, to razumem. Funkcionalno. Ampak si uživala v tem, ali si že takrat želela, da pač bi imela vagino? Mislim, jaz nikoli nisem uživala v svojem prejšnjem življenju. Ne? Jaz sem pač, kako ne temu rečem, životarila, skušala preživeti vsak dan sproti in nisem vedela, zakaj mi je vsak dan sproti taka velika muka. In jaz sem se nekaj spomnila, zdaj, ko si to rekla, oprosti, ampak zdaj me zanima, ti kot moški, kot Janez, pač si spoznala Saro, žensko in ste bile skupaj. In zdaj pač, ok, zdaj ste dve ženski skupaj, v redu. A so tebe ženske zanimale? Mislim, zdaj kot Lija, pustimo, zdaj imaš ti Saro. Ok. A tebe zdaj ženske zanimajo ali moški? A razumeš, takrat kot moški si gledala za ženskami, kaj pa zdaj? Sara ne obstaja. ja, Sara ne obstaja. Ja, mislim, Ja. Ja. ne, ampak a bi zdaj, Razumem, kaj a bi si hočeš zdaj vprašati. želela moškega partnerja imeti kot ženska, ali bi si želela, ne vem, tako, pač, a te zdaj deci zanimajo po domače, ali rečeš, ker hud tip, Ko ali se pogledaš še vedno sprehajata. za žensko. Ja, ne, res me zanima. Ja. Mogoče bi odgovorila drugače. Zdaj, spolna usmerjenost pa spolna identiteta med sabo nista povezani. Ne? Se vem. Okay. Meni so še vedno všeč ženske, tako kot so mi bile. Je pa res, da se s hormonsko terapijo marsikaj spremeni tudi v smislu dojemanja sveta, procesiranja To nisem nikoli sploh pomislila. impulzov, ki prihajajo iz okolja. To je ful zanimivo, to je res ful zanimivo. Mi dejansko, jaz ugotavljam tisto, kar tudi sama pri sebi čist izkustveno, da je to, da smo na nek način kemična bitja čist res, ne? Da veliko večino stvari v našem telesu uravnavajo hormoni, vključno z našim čustvovanjem, kognicijo, načinom razmišljanja, procesiranjem nekih vhodnih podatkov, ki jih dobivamo skozi naša čutila. In to se ful spremeni, to se res ful spremeni. Ne bi si mislila, da je. Ja, in ful se spremeni na boljšo, v mojem kajsu. Tako, res prav. Mislim, estrogen je najboljša droga na tem svetu, če vprašate mene. Okay. Ja, jaz to sem že Boljše ni. Ne, mislim, res ful se spremenijo stvari. Ne. Dejansko se spremeni tudi način, kako funkcioniraš. Zdaj ful ne bi rada šla v nek spet stereotipno razlago, ampak ja, v mojem kajsu je bilo pač to, a veš, ta fokus, pa ta nekak potreba po bojevitosti, pa ciljih, po vsemu temu, ne, to spolna sla, ne, to se drastično v bistvu spremeni. Ne. Na boljš? Mislim, na več? Jaz sem absolutno prepričana, da ne boljš. Ja, sploh če pa nisi zadovoljen tudi to, a veš, zdaj, ko si. Ful je več miru, ful je
Stvari sicer ratajo bolj kompleksne, ne, ker nisi več tako v fokusu, ampak se nekako odpre neko širše polje, informacije dojemaš in procesiraš drugače. Libido je čist v bistvu drug. Zmer varira. Mislim, absolutno ga je manj, ne. Kar niti ni slabo. Mislim, Ja. ravno prav ga je. Tako, veliko stvari se spremeni. Ampak, če te jaz prav razumem, zdaj mi nisi odgovorila na vprašanje, se pravi, včasih, ne, se v redu, si probala, ampak včasih so te zanimale ženske. Ja. In zdaj zaradi te hormonske terapije te pa zanimajo ženske in tudi moški, ki te včasih niso. Mislim, jaz nikoli nisem prej razmišljala o tem, da bi bila lahko skupaj z moškim. Okay. Zdaj pa lahko bi bila. Ker... Zdaj dopuščam možnost, da se kaj takega bi lahko zgodilo. Okay. No, se to me je zanimalo, to so ti hormoni verjetni, a ne? Ne rečem pa, da iščem to, ne. V bistvu, ampak govorim pač samo o nekih spremembah, ki se dogajajo znotraj mene in ki sam na nek način potrjujejo, da spolna usmerjenost nima prav kaj dosti skupnega s spolno identiteto. Ja. Veš, kaj me še ful zanima? Česa si se najbolj veselila? Drugač Barbie hoče že 3 ure. Ne, ni skotla, nek sem jaz Sorry. 3-krat skotla. Poslušam. Ne, res se mi je zdelo, da hočeš in je glih kaj skočila. To me pri zanima. Ja, meni, ja. Ja, pa kaj? Ne, da ne bom kjer je mala beseda. Ne, kaj je Se ne, res se mi je zdelo, ka Barbie je taka bolj, ona nikoli ne galami čez jaz nas. pač pustim. Vem, ampak se mi zdelo, si 3-krat hotela nekaj reči, pa je ta skočila. Ne, jaz recimo, Lija, ful občudujem tvoje lase. Imaš lepe in zelo lep nos imaš. Hvala. Ful me zanima, ful imaš lep tak ženstven nosek. Pa make-up je tudi zihar. Mislim, Ja, lasje- pa ti vizažistka. lase lepe. Lasje se spremenijo Jaz na te ful hormone. opozorim tako vizualno tako in ful imaš lepo, tako lepe te poteze in lase bujne tako. Ženska se lahko lepo Ja. pogovarja. Ja, no, ful je v redu. Dobro, to je res. tudi do teh hormonov, kaj jemlješ? Ja, absolutno. Mislim, hormonska terapija dela spremembe. Se to je, mogoče je tukaj največja razlika med tranzicijo iz moškega v žensko ali pa v tranziciji žensko-moškega. Namreč hormoni ogromno stvari naredijo. V uni smeri iz ženske v moškega je bistveno lažje, kar se tega tiče pot, ker pač testosteron naredi v bistvu vse, ne. Pač testosteron naredi iz To sem videla, začne prav brada človeška, rasti. moškega, ne, se poveča mišična masa, začnejo rasti v bistvu dlake, naredijo se spremembe neke na okostju, bolj recimo robate poteze, prerasporedi se maščoba, dejansko. Adamovo jabolko se naredi in poglobi se glas, ker to so vse v bistvu irreverzibilne spremembe, ki jih testosteron povzroči. Ja, in v bistvu ni nič kaj dosti treba narediti, ne, pač greš na hormonsko terapijo in po nekaj letih testosterona si po vseh zunanjih spolnih znakih moški ni možno ločiti. To je bila nekoč Nisem ženska. vedela, da imajo hormoni toliko, da imajo velik Ja, vpliv. ampak ne pa tako, ja. Zdaj, v kontrasmer je pa stvar mal bolj zapletena, zato ker pač testosteron povzroči irreverzibilne posledice. Ne? Adamovo jabolko pač na hormonski terapiji z estrogenom ne izgine, glas se ne zviša, ne gre v kontrasmer, ker pač povzroči testosteron, da se tkivo spremeni. Ne, A si kaj spremenila ti svoj glas? Moj glas je, originalni glas je za 1 oktavo nižji. Aha, Ja, kar Si imaš trenirala? tako visok, ja. Tako. Ja, Si mislim, trenirala pač ali jaz pa si sem, prišla ja, naravno? sem trenirala. Ja. Aha, okej. Dve poti sta, ena je s treningom, druga je pa z operacijo, ampak operacija je precej tvegana, pa ravno tako je pa še vedno treba imeti trening. Okay. Tako da jaz sem se odločila, da bom vložila napor in mi je uspel tako leto pa pol. Brutalno. Trenirati te mišice, za katere niti nisem vedela, da jih imam, do te mere, da je to moj naravni glas in lahko z njim govorim brez, da bi... No, jaz tako, če bi te videla nekje, ne vem, na ulici ali whatever, jaz ne bi vedela, da si šla še s kakršnokoli spremembo, no, v tem stilu. Tako ja, hormoni naredijo kar nekaj, ne? Zdaj pač hormoni pri transženskah tudi prerasporedijo maščobo, ne? In se ti nabere tam, kjer se običajno pač Ker se nam nabira. nabira, ne? Ja. je bilo to čuden, kaj si ga... Ne, tega jaz ne bi imela. Jaz sem zato te gledala, zato sem vesela. Se je nabrala, jaz to sem ful zakaj. vesela. Ja, se je. Ja, okej. Tako, Le, veš kaj, vsega pa tudi ne moreš imeti. ja, se v redu, se sem za to. Koža se spremeni, ful, ne? A menstruacijo imaš? Ne.
Okay, ne, pa se jim glupo vprašanje, ker ne moreš not, ampak Ne. sem tako pač mogla sem vprašati, ker mi In ni sem bilo ful nikoli vesela, jasno. da To je Ja, jasno, sej, ja, da je to vprašanje. Najlažje je pa rata ženska, pa ne imeti menstre. ne, pač, kakšno boniteto imam pa tudi jaz. Ja, glede na Mala vse nekaj težke stvari, ki si jih mogla početi. Ja, pa lasje se zmehčajo, ful se zmehčajo Vidim, lasje. imaš ja. lepe. Jaz A sem si se šla ka... Aha. Sorry. Ja, ti ne vprašaj. A vidiš? Ajde, Barbie. Si šla na kakšen lepotni poseg, ne vem, kakšna polnila, recimo v lice? Ne, ali pa polnil nimam. da se ti Ni je zmehčajo pa seveda, linije. mi je pa seveda kirurg pomagal pri feminizaciji obraza, zato ker so pač, kot rečeno, ne, na razvoju kostja pri moških je veliko bolj so take ostre linije, Ja, ja. ne, robate. Se to. Nekaj si kar orangdec gledala, ne? Tako, ta prav dec. Mislim, nisi bila pač, zdaj malo grdo govorim, ful imaš enih Pohvala. ljudi zunaj, ki so po ženščini v narekovajih, ki izgledajo tako malo bolj punčkasti, dajmo tako reči. Ja. Ti pa, ko te Baby pogledaš, ja, pač ta, ali pa baby, veš, tako kot je in ti si pač orangdec bila, no, mislim, zato sprašujem, kaj pač. Težko komentiram zdaj to. Ja, no. Ampak imaš ful mehke linije. Ja, tako, mislim, in ja, nosi seveda, na to ti, mal čeljustne. so mi seveda pomagali. Nekaj pa naredijo seveda tudi hormoni na obrazu, ne? Ker se tudi na obrazu se prerazporedi maščoba. Ne? Pri ženskah jo je bistveno več v licih, pa dvignejo se v bistvu nekoliko tudi obrvi, pa tako ne. Pač to je vse malo zaradi prerazporejanja maščobe in podkožja se malo spreminja in tako pač te linije se zmehčajo absolutno na estrogenu. Jaz sem eno vprašanje, še sicer je ful intimno in ne vem, upam, da boš lahko odgovorila, ampak tudi spolni odnos se zelo spremeni, a ne? Absolutno. Recimo, kako je bilo Kako je, oprosti, kako se Ja. je ful strokovno izrazila, ker če bi bil pač nekdo Ja. drug, bi rekel, tudi seks se Dobro, tudi spremeni. seks se zelo spremeni. Ja. Ampak recimo, kako je bilo za Saro? Ker pač, pardon, ampak recimo, če bi moj spremenil spol, jaz ne bi takoj vedela, kaj moram zdaj narediti. Tako. Ne vem zdaj, kako je bilo za Saro, bi mogli Saro vprašati. Mislim, So se pogovarjali kdaj o tem? ja, seveda. Ne, se pač, mislim, če si Se verjetno pač, še če hočete si, stati skupaj, ja, če ne? si skupaj se pogovarjaš. vodo pila. Jaz Ja, mislim, da v položaj. življenju nasploh je treba imeti na 5 področjih razdeljene stvari. Ne. Ena je odnos z očetom, drug je odnos z mamo, tretji je odnos do moči, avtoritete, četrta je odnos do denarja in peta je odnos do pač spolnosti oziroma seksa. Ne. Če to porihteš v življenju, pol se mi zdi, da je kar si že kar fajn stvari postavil na svoje mesto. Ja, in seveda v teh stvarih se pogovarjava normalno. Meni, pa tako, če pač lahko verjamem Sari, pa ji verjamem, je ful boljš. Aha, okay. Ful boljš. Mislim, saj jaz lahko res primerjam in to je tudi ena stvar, nekaj se spremeni pač na hormonih. Ti doživljaji so absolutno čist drugačni in veliko bolj pestri, veliko bolj intenzivni občutki. Mislim, če pač govorimo o orgazmu, se teh dveh orgazmov pač preprosto ne da primerjati. Jaz sicer sem to vedela prej, ker sem, ko sem študirala neke stvari v življenju, sem preletela tudi v stik za neko raziskavo, ki so jo delali. EEG so pač namestili ljudem in gledali možganske aktivnosti, kaj se dogaja med orgazmom. Ne? In tako pri moških se je zdelo, da se je kle nekaj zasvetilo. Niso bili čist prepričani, pa v počasnem posnetku so videli, da se je res nekaj zasvetilo. Pri ženskah je bilo pa to vse Ognjemet. v barvah, lučkah, utripal, trajal, ful dolg in ja, dejansko lahko potrdim, da je ta v bistvu ful velika razlika. Ne. Ampak kaj ti je bilo čudno, če za Saro ne moreš reči, razen kar ti je povedala, a je bilo tebi čudno prvič? Ja. Meni je bilo ful dobro. Ja, verjamem. Meni je bilo čudno, da je lahko tako dobro. Aha, okej. Ja. Mislim, jaz nisem bila vajena tega, ne, ker Ja, valjda. Ne, se vas sprašujem, lahko bi ti bilo pa tisto awkward prvi moment. sem tudi, cel ta proces je zelo različen pri moških pa pri ženskah. Ne, ženske bistveno več časa rabijo za to, da, sploh ne vem, kako naj to rečem, ne, za to, da prideš v bistvu na nek nivo, ki je recimo pri moških v bistvu lahko hipen, ne, tako, v bistvu. Ja. In pa tudi v bistvu vse se spremeni, cel graf se spremeni, ne, pri moških je to tako, pri ženskah je pa to tako, ne, tako, pa tako, pa tako, pa tako. Ja.
Ja, se je res. No, veš, ko mi je, da rečemo, da bi bilo za en dan, ne, moški, Ja. da bi vedela. Ti lahko rečeš, Ja, ti lahko. Ja, jaz edina. lahko rečem, ja. Najbolj pomembno vprašanje za vse moške tukaj, ki gledajo in poslušajo, pa tudi za ženske. Ne, zdaj malo hit, ampak a je težje biti moški ali ženska? Ja, mislim, predvsem je drugače biti eno in drugo. Ne, se bom konkretna, se ne bom postila tako diplomatsko. Ko sem jaz pač živela v moških vlogah in mi je bil dostopen svet, ki je, če priznamo ali ne, pač narejen po meri moških, Ja? moram priznati, da se nisem zavedala, koliko imam privilegijev, ki niso privilegiji, zato ker niso privilegiji v tem smislu, da bi bili kje zapisani. Ne? Celo jaz sem bila prepričana, da jih nimam prej, ne v prejšnjem življenju. Ampak, da so privilegiji, se zaveš, ko jih izgubiš. In absolutno je drugače biti ženska kot biti moški v naši družbi in ženskam je to pogledno bistveno težje, ne? Bistveno bolj, več energije moraš vložiti v to, da lahko dosežeš primerljiv rezultat kot pa moški. Bistveno manj vrat ti je odprtih, bistveno več vrat ti je zaprtih, bistveno bolj se je treba dokazovati, ko se mi recimo prej sploh ni bilo treba. Prej, ne, kot moški sem pač prišla skozi vrata in samo od mene je bilo odvisno v tem smislu, kako bom šla skozi tista vrata v bistvu ven. Nihče mi ni postavljal nobenih norm in meril, sama sebi sem bila v bistvu edina norma in merilo. Zdaj mi norme in merila marsikdaj postavljajo v bistvu drugi, ker je cel skup nekih pričakovanj in nekih vlog, ki so dodeljene pač ženskam, ne? In takoj, ko zaštrliš iz tega ven, na nek način rušiš družbeni red in seveda pač to povzroča odpor, ne? Pa se mi to strahotno ne zdi v bistvu prav, ne? Ja, jaz bi mogoče te vprašala še, kaj so neki največji strahovi ali pa predsodki heterodružbe do transspolnih ljudi. Ker jaz sem pol pomislila, ko sem študirala, kako te bom to vprašala, jaz sem pol pomislila, da verjetno si kot nekega, ne vem, neko transspolno osebo, neka, dajmo reči, družba slovenska, orto, predstavlja čisto drugače, kakor dejansko je. In mogoče celo jaz bi si upala pomisliti, da mogoče primerja s tem, kaj pomeni biti transvestit. Pa to sploh ni isto, ne? Ja, ne, Mislim, seveda ni isto. Ti povej, kakšni so te predsodki, s katerimi si se ti srečala, kaj bi rada najbolj razbila, ne vem. Mislim, vseh je cel kup, ne? Ampak tisti najbolj pogosti očitki so, da recimo rušimo tradicionalno družino. Zdaj, nama, Saro, so bili od nekdaj na prvem mestu pač otroci. In jaz tudi zaradi izkušenj, skozi katere sem šla, verjamem, da otrok potrebuje predvsem ljubeče okolje. Seveda. Potrebuje starše, absolutno potrebuje starše, ampak potrebuje ljubeče starše. Starše, ki temu otroku omogočajo, da se razvije v svoj pravi jaz, ki je verjeten edinstven, tako kot je pač vsak od nas edinstven, ne? Da ima to prostor, svobodo in podporo, da lahko raziskuje, kaj so stvari, ki ga v življenju zanimajo. Po kateri poti se bo odpravil. In kar je bilo meni vedno pri otrocih najbolj bistveno, je to, da jim privzgojim v bistvu 3 stvari. Prva je to, da se zavedajo, da imajo svobodo odločitve. Druga je to, da se zavedajo, da imajo odgovornost, ki jo nosi sabo svoboda odločitve, ker je pač treba prevzeti odgovornost za svoje odločitve in dejanja, posledice. In tretja, da so lahko iskreni sami do sebe najprej, ker če ni sam iskren do sebe, si težko iskren odnos do tistega, ki ga ima zraven. In Ja, res. potem odnos v bistvu ni odnos, ampak je trgovina. In trgovina se nikoli dobro ne konča, ker v njej vedno nekdo izgubi. Običajno izgubljata pa v bistvu oba, dokler cajta ne prideš do točke, ko pogruntaš, da nimaš več kaj izgubiti, ker si izgubil že vse, tudi sebe. Tako da to je bil moj glavni fokus in za vse, ki se bojijo, ne, da sem pač jaz s to
to svojo osebno okoliščino, ki je pač čist moja osebna in meni prirojena in ni bila stvar odločitve in nisem se dan zbudila pa odločila, da se mi je, ne vem, ali pa da se mi zmešal, pa ne vem, sem šla te stvari početi, ker ne bi bilo nekaj v redu z mano. Ne, ta moja okoliščina v bistvu nima nikakršnega vpliva na moje otroke, kar se tiče njune spolne identitete in usmerjenosti. Ker imamo dva doma čist normalna, zdrava, slovenska, heteroseksualna fanta in se trenutno ukvarjamo z prvimi ljubeznimi in zlomljenimi srci in prvimi puncami. Zdaj je lepo. Tako, ne, zdaj je tisto obdobje, ko mislim, je tudi naporno za najstnike in rabijo tudi veliko športa. Tako da šli vsi čez. Torej, ne, ni res, da mogoče nismo klasična družina, smo pa zagotovo družina, ki gleda drug na drug, v kateri gledamo drug na drugega in pomagamo drug drugemu za to, da vsak lahko najde svojo pristnost in jo tudi poskuša pač spraviti nekako v življenje. Veš kaj, sem še glede otrok se mi je porodila eno vprašanje in sicer, ne vem, obstaja neka družina nekje in pride otrok kot najstnik, recimo, ne vem, kaj tacga, kar imaš ti zdaj sinova, ali pa še mlajši, z željo po spremembi spola, ne vem, da ima neko drugo identiteto. Kaj bi ti, kot nekdo, pač, ki je šel čez to, svetovala ali pa rekla temu otroku, a počakati do določene starosti, ali kako se lotiti take stvari, kako kot starš pristopiti? Spet izhajajoč iz moje izkušnje, zagotovo ne bi, mislim, zdaj s tem, kar zdaj vem, zagotovo ne bi čez to zamahala z roko in si mislila, ok, to je samo faza. Ja, lahko, da je to del neka iskanja lastne identitete, ampak pri večini transspolnih oseb, in jaz sem pač en tak živ primer, je, da moje občutki, ki sem jih imela pri 6 letih, niso bili lažni, niso bili del mojega raziskovanja in iskanja moje identitete, pa nekega testiranja, kam v bistvu... Ampak to pri tebi ni bilo. Pri meni ni bilo. Ja, lahko pa pri komu drugemu pa tudi lahko. Absolutno. Zato se pri teh stvarih, če pač lahko izrazim svoje mnenje, mislim, jaz bi pristopala od primera do primera. Absolutno ne bi zamahala z roko čez to, bi pa absolutno takemu otroku nudila vso podporo, ki jo ta otrok rabi, zato da lahko razišče in se prepriča o tem, kaj so zdaj ti občutki. Včasih bomo mogli končati. Ja, itak, bi sedeli tle še 3 ure. Jaz sem še fulejnih vprašanj. Enega zber. A veš, bom tako rekla, še v prejšnjem življenju. A si imela bolj moško ali bolj žensko družbo? To me zanima, ker si bil stereotipičen. Ne, v bistvu sem imela oboje, ampak zdaj, če malo nazaj pogledam, sem se ful boljš počutila v ženski družbi. Dobro, to se večina moških. Tudi pole Sara je ugotovila, da je zdaj jasen, zakaj sem jaz tako rada šopingirala, pa zakaj sem bila totalno netipičen moški, ker običajno moški se pač ne sprehajajo v trgovinah in uživajo ob nakupovanju make-upa in ne vem. Make-upa verjetno ne, ne? Make-upa ne, ampak obleke pa ja. Tako da... Če ima večjo omaro, kot jaz. No, to je mogoče. Najin shopping Saro je tako zgledala, da ona je šla v garderobo, jaz sem bila pa v bistvu tista, ki je nabirala stvari po trgovini, pa je nosila v garderobo. Ja, v bistvu so bile tako kaj dve prijateljci, ki šopingirajo. Pa razumem, ko sem imela prijatelje, ne vem, saj jaz vem, da od svojih prijateljev ali pa sorodnikov slišim, to je pa bolezen ali pa kaj. Kako si prej ti gledala na te stvari? Kako si gledala na geje, lezbike, oziroma na cel LGBTQ skupnost? Mislim, jaz nikoli nisem imela težave s prejemanjem drugačnosti. Nikoli. Pač meni je... Jaz se v življenju držim enega pravila, da človek lahko počne v bistvu izhajajoče sebe karkoli pač čuti, da je prav. Dokler časa to, kar počneš namerno, z željo povzročiti škodo nekomu drugemu, ne povzroča škode nekomu drugemu. To je edino merilo. Da delaš dobro. Da delaš v bistvu, da slediš sebi, da si zvest sebi, ampak da s tem namenoma nekomu drugemu ne uničuješ življenja ali povzročaš škode. Vse ostalo se mi zdi pretty much trivialno in stvar osebne odločitve. Tako da jaz nisem nikoli, jaz sem ogromno prijateljev, sem jih imela že prej, pa jih imam tudi zdaj,
ki so tako ali drugačni, ali del LGBT skupnosti, ali drugačni zaradi kakšnih drugih stvari, in s tem nisem imela težav. Moram pa priznati, da sem bila to globoko v zanikanju, da se mi je pa od vseh stvari transspolnost zdela absolutno. Štekam, če točno pa se kaj dogaja. In to priznam, odkrito priznam. In zato razumem ljudi, ki tega ne zmorejo sprejeti, ker vem, da so lahko ti vzorci družbeni, za katere nekateri pravijo, da so naravni božji red, lahko tako globoki, da dejansko jih težko spustite. Ker če jih spustiš, je strah, kaj sploh še ostane. Se bo svet kar se supa porušil. Pa se ne bo, ker večina teh stvari je dejansko družbeno postavljenih. Pač smo se zmenili, kako. Ja, družbeni čist konstrukt. Ja, v bistvu na nek način res je. Barbie, imaš kakšno vprašanje? Jaz smo že kar vse tako dosta. Ne, jaz imam še eno vprašanje. Ta nasmeška. Kašno. Ful imaš lepe obrvi, to ti moram povedati, jaz hočem imeti tudi take obrvi, kam šla naslednjič, a nijama? Ja, zelo. Ja, ne, res. Make-up, pučke, Ja, zdaj pa eno še resno vprašanje, to te moram vprašati. Pač, ko si šla čez ta proces, si se vse bolj, pač, če se pogledaš svoje slike 3 leta ali pa ne vem, 2 leti nazaj, pa zdaj pač vse to, verjetno se hormonska pozna, vse bolj ženska, ne sem make-up, tudi tako, ne, vse bolj. Ja. A te kakšni deci pecajo? Sploh, ona je pač... da greš pa sama. Čak, zdaj malo, ne? Fora je v tem, da jaz vem, da je ona doktorirala si. Ne, še. Delam doktorat. Dela iz tih, ja, vem, da je v tujini, ker smo se pogovarjali po telefonu, je rekla, da je to veliko drugače, bolj sprejeto, mogoče kot kar tle v Sloveniji. A zdaj me zanima, je prišel kakšen moški, pa te je začel ful pecati, pa je potem pogruntal kaj, ali pa si povedala, pa da je rekel, ali pa kakorkoli, prav zanima me, a pridejo moški, pa je veš, ko začnejo žvižgati, ali pa v gostilni, kaj boš spila ta mala. A veš, pa je tako, da je, imaš Pa še zraven k ženskam, ne. Nisem imuna, ni mi prizanešen tudi ta del, ne. A ja, no, ja, pridajo. Ne, pač nekako naši... Ne, ni mi okej. Ja, no, zdaj ni okej. Ni okej in ful se opravičujem vsem ženskam, ko sem kako naj to rečem? Po domače. Kako sem v prejšnjem življenju osvajala. Tudi sama vzgojena in priučena v to neprimerno ravnanje počela isto. In ni fajn. Tako, ko pridajo, pa so pač ta tipično... Ne, res ni fajn in to dejansko, šele pol, ko si deležen te izkušnje, vidiš, kako grozljiv poseg v osebno svobodo in jedro v bistvu tega, kar si je to. Mislim, dejansko je to zloraba. A pa ti laska drugače, če te tipi pecajo, pa zdaj sem tako laska. Ne govorim ti, ko so vulgarni, pa neprimerno, ampak tako ti je zdaj... Absolutno mi sej laska, če dobiš kompliment, pohvala se vsem, jaz mislim, da je to univerzalno. No, sej pa zato sprašujem, ne? Valjda, seveda, tudi meni to laska. Mogoče meni še toliko bolj, ker sem ves čas v teh dvomih in povpraševanju, koliko dobro se mi je uspel potopiti v neko normo ženskosti in ženstvenosti, ki jo pač imamo tukaj v našem prostoru. Ne, da bi mi bilo to najbolj pomembno, daleč ne, ampak čist iz življenjskega, pragmatičnega vidika pa vendarle ni nepomembno. In ja, seveda normalno sem vesela komplimenta. Si le človek na koncu dneva in valjda pomisliš tudi na take stvari, ne? Tako da, ja, in to se mi je tudi že zgodilo, da me je na prehodu za pešce nekdo povabil na pijačo, če bi šla. Kaj to se dogaja? Pa sem se A v Sloveniji? Ne, ni bilo v Sloveniji. Nismo problem mi. Država je problem. Ja, dej, moramo zaključiti. Ja, jaz sem zadovoljna z debato. Hvala za vabilo. Hvala za vse odgovore, za tako podrobne in tako odprte. Hvala vam za vabilo. Jaz upam, da boste imeli zdaj težave s svojo publiko, zato ker sem bila gostja. Mi je bilo pa v veliko veselje. Folko povedala, ne te verjel, ampak itak je, ani bolj prijetno. Zelo prijetno. Prvič je prijetno, pa ne boli ljudje. Res. Ne boli, ne grize, nič. Absolutno fajn je, tako, res. Zelo prijetno. Probejte kdaj, dajte priložnosti, pa boste videli, da nič ne boste zboleli, ali pa nič ne bo narobe z vami. To niso bolni ljudje, ampak celo z njimi čisto. Samo ljudje smo in tako kot vsi ostali se delimo samo na dvoje, na dobre in slabe. Tako, to naj ostane. Zaključujemo današnjo debato. Ajde, vidimo, čau.
Tisti dnevi v mesecu.